Jutri bom siten kot pes je knjiga, v kateri se podajamo na sprehod v Tivoli, na obisk k teti Cilki in v zavetišče za živali. Morda se vam to ne zdi nič posebnega, ampak za glavnega junaka knjige Aksla je to ves svet. Na sprehod sta ga peljali Luiza in Jasna. Jutri bom siten kot pes je topla in duhovita pripoved Nataše Konc Lorenzuti. Pripovedujejo Aksel, ki je... Pes je mešanec med škotskim ovčarjem in neznanim očetom, je pa tudi obseden z vremenom. Obožuje vremenarje in bi rad, ko odraste, postal eden izmed njih, saj meni, da so vremenarji tisti, ki ustvarjajo vreme. Knjiga se na ta način začne zelo zabavno in v začetku zares ne dojamemo, da jo pripoveduje pes. Najbolj hecno pa je to, da tudi on sam tega ne dojame. Ja, to spoznaš šele pri poznem prvem letu starosti, ko ga Metka odpelje v park. To skrivnost pa mu zaupata Gašper in Beni, ki je njegov pes. In Gašper in Beni sta potem zelo pomembna za njegov pasji razvoj. Zakaj? Ja, ker sta ga pravzaprav ona dva začela. Beni mu je tudi razložil, da ni nič narobe, če se podi za palico, če rad teka prost po gozdu in če je rad več časa zunaj kot notri. Tudi to je Gašper skušal dopovedati Metki, ampak ona ima drugačen način za vzgajanje psov. Ja, Metka je bila oziroma je njegova lastnica in prav ta njena pričakovanja potem prinesejo nenaden zasuk v knjigi, zaradi česar Aksel Metki pobegne. Več v tem trenutku ne izdava, lahko poveva le, da zelo burno in čustveno doživljamo življenje psa v knjigi in da ga zaradi tega lažje razumemo in tudi z njim sočustvujemo. Morda je prav to osrednji namen knjige, več o tem pa avtorica Nataša Konc Lorenzuti. Jaz si nikoli ne postavim namena, ko začnem pisati, ampak si zamislim zgodbo, ki me potem tudi malo po svoje pelje. Nikoli se ne konča tako, kot sem si na začetku zamislila. Ideja, zamisel, izhodiščna zamisel je bila pa počlovečenje živali, ker se meni zdi mučenje živali, pa na drugi strani tudi poživaljanje človeka. Hvala lepa, Nataša. Kakorkoli že, jaz lahko povem, da imam po tej knjigi pse samo še rajši, čeprav en namig je tudi za ljubitelje mačka, ne? Ja, Adelaida je prava faca. Dobro, najlepša hvala Luiza in Jasna. Upam, da po temle vprašanju nihče ne bo siten kot pes. Osrednja ideja knjige je počlovečenje živali, ki ga avtorica dojema kot mučenje. Kakšen razlog za Akslovo neubogljivo vedenje poudarita Jasna in Luiza? A. Akslove nerealistične cilje za prihodnost, B. Skritost Akslove lastne identitete, C. Čustveno občutljivost Aksla ali D. Prepričanja Akslove lastnice. Ja, globoka debata na obeh straneh. Čas pa se počasi izteka, na koncu pa ste se odločili za odgovor D. Nenaden preobrat, ki vodi v Akslov pobeg, so visoka pričakovanja njegove lastnice Metke. Pravilen je res odgovor D, 5 točk za obe ekipi. Bravo ekipi.